Glede na to, da se z bratom potikava po celemu svetu in se mi zdi, da velikrat pa pozabimo, kako si rekel, Odkrite kotičke in lepote Slovenije, ki jih ponuja. to je bil perfekten stavek. In za začetek sem rekel, že kot tak biciklist, mimogrede, prevozil si Aljasko, Kanado, vse te Romunije. Ni da ni, sem rekel, daj mi pokaži, kako se kolo poganja. Zdaj pa naredila en ljubljanski vzpon, zato so se odločila, da je najbolj primeren, v bistvu tudi najvišji hrib v naši kotlini, da greva na Krim. Biciklirala bova pa na tehle električnih kolesih. Anže se prvič vozi z električnim kolesom. Moram priznati, da je zelo lušten, Ja, ker sam gre. luštenje, kaj štelaš, klele, koliko ti pomaga. Sploh se ne matraš nič. Težko bom šel nazaj na navadnega. Res upam, da niste mislili, da sem prišel nepripravljen. S sabo imam ta dirkalna očala. Zdaj se bo predvsej dvigal na 800 višinskih mava. Meni se je vedno zdel to malo večji zalogaj, ampak je v bistvu 45 minut do Iške. Zdaj naj pa čaka še 45 minut, pa upam, da bo dobila gor eno ta pravo pristno slovensko kosilo. Upam, da boš ganci. To je tvoja želja? Ja. Jaz pa upam, da so štrukli. Kirhut pan. Ena čebela živi slab mesec, obišče 1000 cvetov in naredi za eno čajno žličko medu. Da, Jo moš krcent. ja, In čebelo in žličko medu. žličko medu, ja. Spet si jih stresel. Ja. Lepo, benga ni gor, pa tako je lep vreme. Gremo. Zašalil sem se. A pa nisi kao neke Aljaske Kako je lepo. Pismo, dober razgled. Ti veš, koliko je Krim visok? Da ti pomagam, lahko se spomniš, kakšna je poštna številka od Šiške. 133. 1107. Bravo. Eno, ja, točno. Ja. Želiš po zelju. Dobar dan. Kakšni so teli, a? Ta pravi. Prav original. Original od koga, že? Planinskih, teh, ko imajo te žeblje, to veš, da so originali. Bo gospod vprašala, če je res. A se da kje pojest? Ja, no, gibanico imam pa eni štrukle imam. A so z brusnično marmelado? Ja, A so original teli? ti so od enega gospoda, več pa so, ja. No, vidiš, si rekel, da so. Ja, so. Zdaj verjetno v drugem letu greva naprej. Zdaj pa nabirate kondicijo tukaj. V kondiciji, če imate električno kolesa. Lep dan, adijo. Tan, tan, tadan. Kakšne porcije, to mi nosim, ko ta pladen. Mašina, a? Tole pa so porcije. Lušten, simpatičen, zanimiv način. Prav z veseljem na vaje gledati. Je lep dan še naprej. Pozdrav. Tan, tan, tadan. Še ali kaj? Ja, pa ne malo. Ampak ora. Marija, sem se do meni štrukal dolgo. Kaj boš petih boš mogel zbašati zdaj. Tele ima še cukor, le, prek mursko gibanje. Ampak tudi dve, ne eno. Pa kdo to pojedel vse? Ja, ne vem. Topla še, res je dobra. Ja. Te pravi so. V mleku kuhani. Meni je iz srca žal, ampak jaz sem gospej povedal, da bom en štrukal pojedel. Dubil sem jih pa 11 ali koliko. Kdor ima rad velike porcije, take, da jih midva ne mora pokončati. Ne pride na Krim. Gospa, jaz se iz srca opravičujem, jaz nisem mogel vsega pojesti. Tudi ne. Tako velike porcije. In zelo okusne, da se razumemo. Pod večer boš pojedel, to bo lepo. Pri televiziji. Ja. Najlepša hvala, gospa. Lep dan. Do zdaj smo naredili 54 km, malce 60 jih bo, ko bo prišla do centra. Glede na to, da so pa danes... Kaj si mi to vrgel? Glede na to, da smo se pa danes dotaknili na Barja, bova pa tudi jutri tukaj nadaljevala. Pogledala bova, po čem Barje najbolj slovi. Po mostiščarjih, ne? Glede na to, da so na Barju živeli več kot 3000 let, kar je več kot mi Slovani, je veliko arheoloških najdb in lahko bi rekel, da je Barje bolj mostiščarski kot slovenski. Najstarejši kolo na svetu so tukaj najdli. Star je več kot 5000 let, pa čistko, kakor jih ti stresaš z rokava, bom še jaz enega stresu. Na Ljubljanskem Barju živi 89 različnih vrst dnevnih metuljev, kar je več kot cela Velika Britanija. In kada to še ni dost, imamo več kot 800 vrst nočnih metuljev. Kar več. A to Ja. so vešče, kaj je nočni metulj. Deva reč vešče. Greva, jutri pa naprej. Za zjutraj sem ti pa prišparil malo zgodovine, ko vem, da imaš rad te fakte. Tako da sem prišla klele na Igu v Morostik center, pa se bomo not več zvedali.
Najstarejše izkopanine so bile nekje 5000 pred našim štetjem, ki so neka primitivna orodja. Zdaj pa šla še to preveriti v prakso, kako je s temi koliščarji. Jaz sem zdaj že to rekel, pa kdo si bo to predstavljal, kako je to izgledalo, če bomo malo pokazali. Veliko lažje, če vidimo, kako en mostiščar zgleda, ne? Anžeta sem prosil, če se lahko zdaj v to obleče, tako da gremo zdaj pogledati v zgodovino. A sem mostiščar ali nisem? To prav si. Pred zdaj pogledati v moj dom. Se pravi, tole hišo si izbral za svojo zlobanjo. Se pravi, nek lovski dom ali kako? Sem bil lovec, lončar, sem bil... Orožje delam po orodje, ne? Pokaž. Tako fajn skirco sem naredil. Tale kamen pa sploh ni iz naših krajev. Tako da to pomeni, da so verjetno trgovali z drugimi ljudstvi. Ja. In neke blagovne menjave delali. Tudi roge sem uporabil za izdelavo neke take skirce. Kako so z mehom zajeli zrak in pihali, kjer so v bistvu talili kovine in jih pol oblikovali v kalupe. Kaj še ti zdaj? Imam pa prav tak studio apartment. Gor smo imeli posle. Pa kakšna fina lestev je tole, ha? Sem že kar po nekaj lojtrah plezal, ampak po taki pa res še ne. Da bi naš pod kiklo zdaj s tem. Da je bilo malo bolj toplo gor pod stropom, ko se to po zrak dvigne. Ja, fizika, ne? Ja. Smo pa ugotovili, da je bila glina v bistvu velik del življenja mostiščarjev. Ja, v bistvu so to prst, ko so najdeli kle v teh rekah, so uporabljali kot glino in za fasado in za oblikovanje lončenih posod. Če je bila ta bolj lovska hiška, smo imeli pa pol še Robert. V začetku so bili balovci, pa to, pa sčasoma so tudi živinoreja. Pa poljedelstvo. Tukaj na primer si naredil mlin v bistvu. Z tega smo moko naredili. Slama, pa kakšna koža za pokrit. Pa imaš pojslo, ne? Kozi. Če malo počakamo, ali si se že razpaval? Gremo. Zakaj so se izbrali Ljubljansko barje? Zato, ker je bila super lokacija iz večjih vidikov. Vedno so imeli dovolj hrane. Predstavlja jim tudi varnost, zato, ker si z ene strani zaščiten. Transport predvsem, ko včasih še ni bilo cest pa tega in so v bistvu po rekah in po vodah, po jezerih. Ampak jaz ti ne verjamem zdaj, da tole karkoli se da sekati s tem, če mi ne pokažeš. Tole pa mislim, da je najboljših kadrov od tebe, ki jih imam. Dobro smo potunkali. Super si nas nasmejal. Mislim, da si bomo vsi dobro zapomnili tele mostiščarje. Kolejopič. Hvala lepa. Varnost je na prvem mestu. Pa če bi si rad Ljubljano ogledal še iz druge perspektive, si klele nasprot Špice ob Ljubljanci lahko najameš čoln. Dober, lušte, ne? Dej nehi. Kdaj si nazadnje veslal? Ljubljanci pa po moj še nisem. Dej malo turbo zdaj vžgi. Ni ekskurzije, ne? Če ni šolske malce. Veš, ni tesera, pa malo salame. Pa malo prešene slanine. Dober tek, Anže. Hvala. Ena prihaja za nama. Prihaja. Ja, dej ob kraj ved. Levo, na mestni trg. Desno, na stari trg. On spomine po mladosti Šuštarski most. Čez Šuštarski most. Hello. Veš, kaj sem si pa od nekdaj želel, ne? Da bi se s čolnom brpelu klele pa eno kavico naročil. Dej, bom zavil. Ti prinesem. Ok. Americano. Pridem not, pa me tako dvakrat pogledam, zakaj pa vršilni opič gor, ko mi ni jasno, iz kje sem prišel. Tale izvlekom. Aha. Hvala. Na zdravje. Še ena klukca. Ja. No, to pa je nek nivo. Te nehumane ure jutranje. Zdaj pa že to naštimo en komad, kjer ga smo se naučila v Afriki, ker ga je Asimue predvajal vsako jutro. In je to zdaj na vseh potovanjih postala že ena klasika. Dobro jutro! Dobro jutro, Uganda! Dobro jutro, banda! Dobro jutro! Midva kot taka naravoslovca in ljubitelja živali. Anže.
toliko spoštujem te naravoslovne fotografe, fotkajo wildlife, to je divje življenje. Divje življenje, oziroma živali v naravnem habitatu. In se mi zdi, da bi imel jaz eno kljukico v življenju, če bi mi ratalo ujeti v objektiv majhno ptico, ki se imenuje kingfisher. Nisem vedel, da se te ptici po slovenski reče vodomec. Še posebej pa nisem vedel, da v Sloveniji, tukaj zraven Grosupeljskega, obstaja vodomčev gaj. In jaz mislim, da če ga bom v Sloveniji kje ujel, v objektiv je to sigurno v vodomčevem gaju. Ja. No, to je on. Predvsej dober ribič je, tako zaletava v vodo. Pa saj ti fotograf bi lahko tudi eno fotko naredil. Ja, se bom. In najino srečo sva seveda hotela preizkusiti že takoj na začetku v eni od opazovalnic. Mora biti pa čist tih, da ne splašiva ptic. Jaz mislim, da če si daš to na glavo, pa si jih kakšen vodomec pršel. Vodomec. Vidiš, sam kapo sem si dal gore, pa že ptiči prihajajo. Obročkovalci postavijo take mreže, v kere se ptice ujamejo. Da pa jih lažje privabijo, uporabijo njihovo oglašanje. In potem sledi obročkanje. Smrdokafra. Obročkanje ptice je ena znanstvena raziskovalna dejavnost, pri kateri obročkovalci ptice lovimo, jih označimo s takimi posebnimi obročki. Mi obročkamo zato, da se o pticah čim več naučimo. Glavni razlog, da se pa hočemo kaj naučiti, je pa vedno varstvo ptica. Ne, s podatki potem lahko njih tudi zavarujemo, logično, če poznamo, kje živijo, kdaj se selijo, čez kakšne habitate potrebujejo. Tale se ujel približno 10 minut nazaj. Zelo je pomembno, da ko obročkamo ptic, ne zadržujemo predolgo. Kako pa obročkanje izgleda? Ene take majhne obročke bomo uporabljali. So ekstremno majhni, pa ekstremno lahki. Jaz sem tako vzel njegovo nogico in novo dobu za pestanca. Težega pa tudi nič ne ovira, ker je pač to ekstremno, ekstremno lahko. Jaz vam lahko dam za poteškat. Največji, ki ga imamo v Sloveniji. Vidiš, kako ekstremno lahko je. To pa ne. Nojo pa ne obročka. To reči si lahko. To smo rekli, je? Plavček. Plavček, ja. Določiti moramo spol, če je to mogoče. To določamo ponovati ali po barvi perja ali po velikosti, ali je samička. Koliko pa imamo v Sloveniji vrst ptičev? Nekje pod 400 je trenutno potrjenih. Opaženih vrst ptic v zadnjih 75 letih. Ja, dobrih 200 vrst gnezdi v Sloveniji. Določiti moramo starost. Teli veliki kravci so pa modri, vidimo razliko v kontrastu. To pomeni, da je ta ptica mlada. Ko se bo pa on pregolil, se pravi drugo leto, bo pa vsaj 2 leti že star. In bo imel v bistvu isto barvo, takrat bomo pa samo vedeli, da je starejši od 1 leta. Taka ptica živi, to tudi z obročkanjem ugotavljamo, koliko časa živijo. 10 let maksimalno, bi že ekstremno stari, ampak ponad pa tako 5 let, če je odraslo starost dočaka. Večina jih umre že v 1. letu, se pravi malih pride do te odrasle starosti, da gnezdi. Kakšne ptice imajo samo enega mladiča, recimo albatrosi, oni imajo enega mladiča na več let, sploh ne vsako leto. In tistega mladiča ekstremno velike energije vložijo in imajo potem pač procent preživelosti vsem večji. Recimo sinica ima pa na let, lahko če je dober let, komot 15 mladičev, brez problema v 2 leglih ali pa še več. In posledično je pa logično, da bo tistih več umrlo. Pač v naravi vedno deluje zakon močnejšega, pozimni hrane, predatorji so. Tako evolucija deluje, zato so se pač vsi zdravi razvili in zato pač grejo najboljši geni vedno naprej. Tale ima 67 mm dolgo perut. Potem ga moramo pa še stehtati, to pa čisto zato, da vidimo, če so ptice podhranjene, pol bi v bistvu ugotovili, neki jim fali letos, ali je vreme prehudo, ali bi šli iskat kaj razlog in bi potem spet lahko pomagali zaščititi tiste habitate, ki so za njih pomembni. Tako da vedno jih tehtamo jih pa s pomočjo tega posebnega tulčka. Tale ima 11,5 gramov. Zdaj pa še najbolj pomemben del, se pravi, ptico moramo spustiti, da res vidimo, da je z njo vse v redu. To so zavarovane vrste ptice, moraš imeti posebno licenco že, da rokuješ z njimi, pa res moraš biti dobro izurjen. Jaz sem več let se pripravljal na tale izpit. Vnoštik je probavo. To, da ptica lepo leti, je pa vedno nek pokazatelj, da vse, kar delamo, je v redu. Najdalj ptica, ki smo tukaj ujeli, je iz Švedske. To je bičja trsnica. To je majhna ptica s temi svojimi 10 grami. Sem preletela v 3 dneh. Se pravi, ko smo obročkali, pa vnesli to v bazo, je bil obroček star 3 dni, smo ugotovili. Zračna razdalja, mislim, da je bilo pa 1250 km. Takole je približno velik, 10 gramov ima.
Tako To ja. preleti. 1200 km v Mora 3 biti pa dneh. zato dobri Noro. vremenski pogoji. Pa tako, Ja, ja. To ne morejo pač ptiči delati vsakodnevno, res se morajo poklopiti dejavniki, da selitev lahko tako lepo teče. No. Jaz imam toliko enih vprašanj, da te bom skozi prekinil. Ampak pol te ta večje ptice lahko koliko dolgo letijo? Najdaljša selitev je pa zabeležena pri vrsti progastorepi kljunač. On je šel v bistvu čez cel ocean, iz Aljaske, pa potem nekam v Avstralijo, čez cel Pacifik, ja, in 11.500 km zračne razdalje v dobrih 10 dneh, šloh 2 tednih, mislim, da je bilo 11 Brez da dni. bi pristal. Brez da bi pristal. To so ptiči, ki se dvignejo na približno eno veliko višino Triglava, recimo, in potem brez prestanka letijo. In v tem času pokurijo vse svoje maščobne zaloge, kar nekaj svojih mišic v bistvu za energijo in še celo ene dele svojih organov v bistvu se jim zmanjšajo, ker to energije posrkajo. No, tako da res naporna stvar. In so še eni ptiči, ki pa nikoli ne pristanejo. Tale črni hudournik je ptič, ki v bistvu celo življenje leti. Na tla se usede samo, ko gnezdi. Dokler pa on ni spolno zrel, ne, pa praktično nima razloga, da bi se usedel. In pri enem osebku so zabeležili, da se 3 leta sploh nikoli ni usedel, ne, ker oddajnik beleži gibanje. Se pravi, on spi v zraku, on pije v zraku, on je v zraku, ker lovi žuželke in se nikoli ne usede. V bistvu težje mu je sedeti. Kako pa spi? Kako pa spi, ja. Kot delfini lahko rečemo, ko imajo pol možganov spijo, pol pa ne. On se dvigne na zelo, recimo, veliko višino in potem v spiralah leta in spi. dol počasi in spi in pa se spet dvigne in spi, ne. Tak pol spanec temu rečemo, ampak Noro. Ok, še enega zelo posebenega ptička držim zdaj v roki. Zakaj zelo poseben? Dajte mi povedati, a ste ga že kdaj videla? Se vam sanja, Ne. kaj je to? Ne. No, to je zelo zanimivo. Velika večina ljudi, vprašam, če so že kdaj videli tega ptiča, mi rečejo ne. To je zanimivo, ker jaz zdaj v roki držim najbolj pogostega ptiča v Sloveniji. A ne? A res? Ljudje mislijo, to je vrabec, to je vrana, pa ni. To je črnoglavka in v kakšnem gostem grmu ali pa v gosti krošnji drevesa. A ne? Ja, zaradi tega je tudi video ne poznata. Ne? Če bi pa recimo znala oglašanje ptic, bi jo pa povsod zaznala, ker poje pa ekstremno lepo. Lahko ga pa tudi hipnotiziramo. Jaz se tudi malo s tem ukvarjam. Tako da, lej, samo tako le daj roko. Jaz sem pa probal tega ptiča zdaj hipnotizirati, pa bo malo on še počil, preden gre na pot. In kaj zdaj? Kar odpihnemo. Tale fant, ki naj jo je sprejel, Gaber, nama je povedal, koliko velik je v bistvu upad oziroma izumiranje ptic v Sloveniji. Če jih razdelimo na 3 skupine, imamo gozdne ptice, vodne ptice pa Kaj so že travniške? travniške. Populacija gozdnih in vodnih ptic je relativno stabilna, sicer tudi v upadu, ampak travniške vrste so pa v zadnjih 20 letih, se pravi, ko se je začelo bolj intenzivno kmetijstvo, upadle za 70% Noro. v Sloveniji. Tisoče let že tukaj živijo, pa so stabilne, so zdaj v 20 letih padle za 70. To je katastrofa. Pa pred 20 leti so že ful upadle, ni bilo to zdaj, da je to kar bila pred 20 leti še vse populacije, že takrat jih je bilo ful manj. To naši otroci ne več vedeli, kaj so travniški ptiči. In travniške ptice gnezdijo v travnikih noter, na njivah in to, ko pride kombajn. Ja, itak, sam poredera. Razen. Izsuševanje, zgodna košnja, pesticidi. Zelo imamo lepo naravo, to vidim jaz tudi sam. Res je lepo, res zgleda lepo, je pa zelo prazna narava. Če si biolog, pa se v bistvu poglobiš vanjo. Ne? Če gremo na Balkan, recimo glih kontra, ne? Se pravi, nimajo take urbanistike, hiše so povsod, smeti povsod ležijo, ampak je pa v bistvu bolj polna narava, kar se tiče biotske pestrosti. Ne? Se pravi, bolj, ko gremo pa v ta zahodni svet modernih subvencij, modernega intenzivnega kmetijstva, je pa v bistvu se ta kulturna krajina čisto izprazna. No? Imajo pa posod take fajn opazovalnice, da se lahko skriješ, Ja. pa oprezaš za ptiči. In najno srečo sva seveda hotela še enkrat preizkusiti. Le tam ima še zgoraj nadstropje. Kako dober. Že, ko vidim, da te srbijo oči, sem klele prinesel od dedka iz Sovjetske zveze, ta prav daljnogled. Tako da, če boš fajn oči napel, boš mogoče Putina videl. Nažalost, Kingfisherja danes nisva videla, tako da tudi nobene fotke dobre nisem naredil, ampak to je narava, ne moreš predvideti in zato so tudi te fotke divjih živali toliko bolj cenjene. Da pa ste rekli, da niste videli nobenega Kingfisherja, dam pa v naslednjem story fotko od prijatelja z Hrvaške, ki dela vrhunske fotke divjih ptic. A hočete videti najmanjšega ptiča v Evropi? Ja? Torej res gre za najmanjšo vrsto v Evropi. Je kar težko prijeti. I Kako je dober. Ja. koliko je mečka,
To je rumenoglavi kraljiček. Daleč, daleč. Res najmanjši ptiček. To bo zdaj najmanjše tole, da bo obroček. Obroček, ja. Te vročke dajo baje tudi na kobilce. A res? Okay. To pa tudi jaz nisem vedel, dobro. Rede. No, za tega me pa res ferbec matra, koliko tehta. Pogledam. Kaj je ena vrečka sladkorja? Kaj čumrve, ja. 5 gramov, to je tako za predstavo, ko pri kavi vzameš ta sladkorček, dajte si ga na roko, boste videli, koliko lahek je ta ptič. Tokrat sva sončen dan izkoristila za obisk Velike planine. Mislim, da si zrel za pastirja. Tako kot si sprobal poklic mostiščarskega lončarja, imam danes tudi zate eno poslastico. In obiskala sva Preskarjev muzej, kjer nama bo sirarka Sonja pokazala, kako se naredi avtentičen pastirski produkt. En kostum imamo z Anžeta in jaz zelo močno upam, da je tak. Zdaj ga oblečemo, ne? Najboljši. Ja. Dajmo, Anže. Ankar se ne delaj nedolženega. Dobro, da potunkaš ti vse te. Kostume. Mislim, da si cela Slovenija želi to videti. Ja, no, sej na ušt kako v skalah. Už čist počas šoklele v hišo, v noč pa ven pol. Je pravilno za trobo, a bi mogel bolj? To je po mojem taška. Ja. Zdaj pa dost. Tam protežuješ se že cel dan. Mi je pa všeč, kako si naprej 5 evrov šel gor dol. Mupu, da tam se končali, pa vidim, da so še stvari. Kar do vrha, da šponaj. Za tople zokančke. O, ne, no. Ja, no. Pa vse smo dost. Kam pa se to da? Skoj, kaj? A to je bila kakšna Afrika. To je v bistvu pelerina bila. Sem to, da si pa ne mislil, da je tako udoben. A vidiš, sem ti rekel, da ne boš hotel dol dati. Perfekten si, ne vem, a mi je ta bolj všeč ali mostiščar. Težko se odločam. Mostiščar je bil bolj, ker je bilo preveč dela za tole. Tam sem se hitro pa lahko slekel, ker sem imel dost. O, dober dan. Dober dan, ste mene čakali? Ja, vas smo čakali. Zdaj pa gospej eno pod okenco zaigral. Mogu bolj zatulta, ne? Ja, bolj. A bolj? To bo trnič, pa ne sir. No, pa djav sir bomo devali. A, se upravičujem, ne bomo sira delali, ampak trnič. Aha, to je trnič. Za en trnič je približno 2 litra mleka. Oblikoval se ga je, ena teorija je, da vaturen, po obliki cerkve, ne? Ampak so pa pastirji pol oblikovali po ženskih prsih, ker so jih pogrešali. In v bistvu so pol po svojem spominu mogli tole. Kukor so se jih dobro spomnili, taki so baratele. Bo kar ratal, ne? Ja, a bi ga vzeli za pastirja? Že skoraj trničem deval. To pa je pohvala. Na koncu pa okrasiš s takimi pisavami, ko so imeli čas na paši, so to oni zrezali in pa so s tem trnič okrasili. Že želi trnič, klaso. Lej, bomo prodajali. Dajmo malo kšefta narediti. Ja, sej, bolj veliko prse pa ima. Ja, tole mi ni najlepši ratal, no, ampak za prvič sem jaz kar zadovoljen. Jaz tudi. En boš sam za pokušno dava, no. No, dost imam. Celo šef. Dost imam. Pol so jih pa, s temi cokli, ej. Kar sem zabutno glavo, nekam že vidim. Še bolj živo. Še bolj na poskok. Pol so pa trniče dali nad ogenj, da so se v bistvu prekadili in posušili. 14 dni se je sušili. In pol so v bistvu pol manjši ratali. Podarili so par trničev svojim dekletu, prosili za roko, ne? Če je dekle en trnič obdržalo, drugega pa vrnilo, je to pomenilo, kot da ja privoli, ne? Ko si jih delal, si že bil kar resen, ne? Trnič je bil značilen samo za Veliko planino. Izdelovali so ga pastirji med tem časom, ko so šli za 3 mesece gor na pašo gnati živino. In seveda, ne, 3 mesece brez svoje punce te najbrž že fajn razganja in zato so pol ustvarjali v bistvu iz ostankov mleka. Sirarka Sonja naj jo je opozorila, da gre trnič nažalost bolj kot ne že v pozabo. A je rekla, da je ona edina, ki to še dela? Pa ena gospa. Ampak zdaj ga znam tudi jaz delati, ne? Aha! Zdaj smo 3 zdaj že. Bo od zdaj naprej Anže predal to znanje naprej. Kulturne dediščine slovenske.
Smo se mi zdi prav en kravji raj. Ampak bikca jim pa še nismo dali gor. Če te opasunla. Krave, ki izgledajo tako miroljubne. Odgovorne so za več smrti, kakor morski pes na svetu. Tako da v bistvu se mogli... Bolj krave bat, kakor morskega psa, ne. Itak več stika imamo s kravami, pa itak se kakšni zmeša. Tejle mislim, da se nav zmešali. Tale kar prijazna. Ja, živijo. Kaj gospoda, kar pojajte, pa je prišel nazaj. Z veseljem. Hvala lepa. Hvala. Hudo. Kako je lepa tale koča. Tole pa bo kavica z razgledom. Bombonček pa aperitiivček smo dobila. To se v planinah drugače podob, da se malo pogreješ. No, mene zelo zebe. No dej, gremo pa. Dost imam. Zdrave. Ajme. Le to mama pa za fruštak, no? Neko tako košaro presenečenja se dobila. Sadjevc. Koliko pa jih je? Najbolj luštan je, da je že vse pripravljen, ko prideš, ne, to na nivoju, tako da v bistvu sam žigalcem odvržeš. Ti najbolj uživaš v tem, da? Da so 3 za zakurt. Ena za džakuzi, ena za savno, pa klele za glavni prostor za ogret. A veš, kako če fajn trske narediš, kako to gre lepo. Peči s takim razgledom pa še nikoli nisem prižigal. To je tak bio, eco-friendly. Zelo, ja. Bolj ne bi mogla biti v bistvu. Na drva, na deževanco. Da pa zraven še kakšen korenek, pa to župo. Tle gre hitro po moje, začne vreti tole. Ja, saj pa je džakuzi, ki zavre, ne? Je spet savna na drva. Ne vem, to so čepice za savno. Sam ne vem, zakaj točno, ampak glej. Bog si ga vedi. Ja, šti. Poglej tega zvonček. Reče, imam tudi tole prekuril, ne, da bo pa vse zaužila naenkrat. Dober je. Kako pa paš, enkrat zunaj tako hladno. Ne vem pa, zakaj moraš imeti to na glav. Ne vem, kaj bi bil moj odgovor, ampak mislim, da moraš imeti to gor. Joj, to pa so idila. Dobro jutro, piškotak. O, dobro jutro. Kaj bo dobrega, povej nam zdaj. Maslo se že topi. Ja? Pa jajčka tele. Ne bo šlo po tleh. Koliko jih boš? Jaz bom 2, prosim. Ja. A šišaš? Pošuš. Pošuš, kako cvrče. 200 stopinj. Ja, pa kar ven že vzem, da ne bo preveč. Stajanje. V Avstraliji bomo didgeridoo mogel, tako veš. Se že veselimo. Pa najboljša kavica, pa domače mleko, pa domač sir. Vse je domače, to je meni všeč. Kaj? Tukaj se spodob, da probava kakšno lokalno pivo, greva na degustacijo piva, zato smo prišla v pivovarno Majster. Kaj papir dela na soncu? Greje se, ne boš mrzega piti. Kakšen luškan kozarček sva dobila. Ksenija je najna vodička za bir turo, oziroma kako se imenuje to po slovensko? Pot piva in svobode. Ja, mi se bomo sprehodili po Kamniku, imamo 4 postanke, degustiramo 4 različne pivovarje, tako da bosta izkusila kar enih 10 različnih vzorcev piva najmanj. Kraft pivo je nekaj, ki je narejeno z ljubeznijo, obrtniško. V bistvu mi ne šparamo in uporabljamo drage hmelje, super kvasovke. Voda imamo pa v Kamniku ful dobra, v bistvu je ta voda profilno, toliko super, da je dejansko za pivovarstvo ful primerno, zato imam tudi 4 pivovarne. In kdo nam bo o pivu lahko več povedal kot lastnik pivovarne? Janez Kok. Jaz sem v bistvu ratu profesionalni pivovar, ker sem v bistvu bil domači pivovar. Potem sem pa dejansko šel na eno tekmovanje in tam je moje pivo zmagalo. Doma imamo pa lokalček in kaj pa če bi jaz svoj per v svojemu lokalu prodajal, ne? Z enega hobija, potem cel biznis. Imenujemo se po generalu Majstru, drugače pa ja, kako pivo nastane, ne? Pijača, katero imamo zelo radi, ne? Glavne surovine pa so voda, ječmenov sladkega imamo tlele, hmelj in kvas. Na 1000 litrov vode oziroma piva gre 250 kg ječmenovega sladka. Četrtina? Ja, če bi ga dali več, bi bilo pivo bolj močno. Zdaj moramo to zmleti
In ko to zdelamo, potem po zalogovniku gre na uno stran v pivovarno. Stopite z mano, tja. Voilà, zdaj smo pa na testa. Tle je kuhna, pivovarna. Tam tistih 250 kg je priletelo noter voda, katera je segreta na tam cirka okrog 60 stopinj. Temu se reče potem sladica in predsedimo. Gremo z tistih dobrih 60 stopinj na 100 stopinj v fazo vretja, kjer pa dodamo hmelj. Imamo slovenske hmele, ameriške hmele, novozelandske hmele. Jaz bi najraje sam slovenskih hmelj uporabljal, ampak žal mi določenih sort nimamo, zato jih moramo prepeljati. Ampak naš lager Galus je pa sestavljen samo iz slovenskih hmeljev in to je Styrian Gold in Aurora. Različne vrste hmelja imate pa za različne okuse, za različne arome. Tako. In zdaj damo v fazi vretja, damo na začetku kuhanja noter hmelj za grenčino. Na koncu vretja pa dodamo hmelj za aromo, čist na koncu, ker hočemo, da ostane hmelj čim bolj tak kot je. 20 stopinj ale piva, lager je 12 stopinj. Ok, fermentacija končana, začnemo ohlajati in v bistvu pivo zori. In potem ale pivo še en teden mi ohlajamo, se pravi, gre zadeva na 0 stopinj. V bistvu te kvasovke se posedajo v tla in dobimo s tem naravno, bom rekel, bistrenje piva. Za ale pivo je fajn, da grejo čim bolj sveže ven, da so čim bolj aromatična. Kar je pa pri lager pivih, je pa fajn, da piva dalj časa odležijo. Ampak ne tako kot vino. Ne tako kot vino, da se vsaj 3-4 tedne odležijo, da se v bistvu pivo razvije in dobi isto ta pravo noto. Ja, to je meni tako všeč, te sadne note. Je pa zanimiv eksperte slišati, kakšne note zaznajo noter, ker zaznajo mandarino, limeto, belo grozdje, pasijonka tudi. Jaz bom na kratko rekel, da je zelo okusen in všeč mi je, ker je tako aromatičen. Jaz tudi ne bi mogel se tega sadja not našteti, ampak dobra grenčica pa tak svež je. Še malo pregriska. Moram pa prav pohvaliti tele embalaže, ker so tudi imena piv poznanih zgodovinskih osebnostih Slovenije. Imamo recimo Jurij Vega, Generalmeister, Galus, pa vsak ima še tako fino slikco zraven. Vaše najbolj prodajano pivo pa je? Vega, pa Galus. A bi bila možnost, da bi midva še tega poskusila? Da mi pa povej razliko. Manj ima teh citrusov, sadnih not. Nežen, balansiran in z lahkoto ga spiješ. Se popolnoma strinjam. Mogoče pa začnite s tem, pa pol nadaljujte na Linharta. Takoj. I was today years old, ko sem pogruntil, kaj je razlika med temnim pa svetlim pivom. Mislim, da je pečen na 480 stepeni. Okus ima po kava ali kakao. Lahko bi bila kava. Samo 8% gre tega noda. Nič več. In rata temno pivo. Temno pivo, čisto. Tako da v bistvu je to navadno pivo, kateremu je dodan bolj pražen ječmen in zato dobi drugo barvo. Pa tudi na okusu malo dobi, ne? Ja. Našo pot piva smo nadaljevali v lokalni trgovini po imenu... Evo, živijo pozdravljeni v trgovini pri Debeluhu v Kamniku. Pri nas ponujamo slovenska kraft piva, to se pravi piva malih pivovarn. Ta stvar je v Kamniku zelo pomembna, ker je Kamnik mesto z največ pivovarnami na svetu. Ima kar 4 pivovarne, kar je za 30.000 prebivalcev precej. To je v bistvu 7.500 ljudi na pivovarno, to je noro. Pa še ni zmanjkalo. Jih je bilo pa v nekem obdobju celo 6. 6 pivovarn za 30 ljudi je pa malo pušilo. Pot nas je vodila v skrito pivnico, kjer naj je Ksenija presenetila še eno zanimivo zgodbo. Ne moram reči. Sem prepričan, da 90% Slovencev ne pozna zgodbe o pivovarni Laško. Oziroma v rivalstvu pivovarne Union in pivovarne Laško. A veš, zakaj imamo Zlatoroga noter v etiketi pivovarne Laško? Laško pa Union sta bila zmeraj velika tekmeca, ne? Tako se je zgodilo celo, da je Union kupil Laško. Niso imeli nobenega v bistvu zares interesa, da bi to pivovarno obdržali, samo da bi uničili svojega tekmeca. So zaprli pivovarno, dali klauzulo naslednjih toliko in toliko let, nihče ne sme tukaj variti piva. Ampak Laščani so živeli od piva, oni so rabili to pivovarno, so se odločili na drugi lokaciji novo postaviti in to so tako naredili, da so zbirali denar za novo. Ko jim je to dejansko uspelo in so postavili novo pivovarno kakšen kilometer stran od prve, so se odločili, da bojo noter dali simbol Zlatoroga, ki je v bistvu tak slovenski simbol, predvsem gorenjski simbol ponovnega rojstva. Reinkarnacije. Reinkarnacije, ja. Skozi vidiš tega Zlatoroga, pa nisem nikoli vedel, od kje je prišel. Zakaj ga imaš v rokah, a ne? Sploh, ker ni povezava štajersko. Če sem prav štel, smo preizkusila več kot 10 različnih vrst piva in tudi izvedela več kot 10 zanimivih dejstev. Tako da toplo priporočam, da greste domov raj z vlakom, kot z avtom. Ta najbolj sladko sem pa za na konč šparil in sicer aerodium. Po moje sem prav povedal. V glavnem vetrovnik pihal bo naju, zato da bomo simulirali efekt lebdenja oziroma simulirali bomo
prosti pad kot pri skoku iz letala. Ja, v bistvu boljš, da najprej pogledamo turbine, da veva, v kaj se spuščava, ne? Gospod je rekel, da nam bomo prav pokazal. Koliko je pa to ogromno? What? 4 motorji, en motor ima 280 kW. Se pravi, skupaj skoraj 1,2 MW. Zrak kle not potegne, pogre pa gor v tunel. Tako je. Kaj je že? Te kaj stiska? Mečka ni adrenalina, ha? Pri meni tudi je malo prisoten. Ponovadi odrasla oseba rabi tam okrog 200 na uro, maksimalno pri nas je 240 na uro. Stojite čim bolj ploven položaj za vedenje. Že, zdaj gre pa zares. Zdaj naj bo pa Jani v bistvu še prijel, bomo šli še višji gor. Naj pa zdaj malo adrenalin prisoten. Pa če boš res pogumen, lahko še salto narediš. Kako je dobra ta prva salta, koliko sem užival. Nisem vedel, kaj moram narediti, ker nekaj sem, kaj ena harmonika sem prav. In pokazali so nama še, kako to delajo profesionalci. Tisti, ki si naju vzel, pa smo šli gor, dol. Dost podoben, kot tisti skok iz aviona, tam je še hujši tak. Ampak dobiš to dozo adrenalina, ki sem jo rabil, da sem se zbudil za današnji dan. Hvala ti. In pa biti čestitam. Hvala lepa. Prav certifikate sva dobila. Ene sva dobila, kje že na gorilah v Afriki, ko smo jih šla gledati. Prav pridno jih naberava, te certifikate. To so v bistvu tiste kljukce, ne, ki so v uni tabeli v glavi, jih imaš pa še fizično. Tako da, kam pa grem lahko s tem certifikatom? Ja, sigurno lahko rečem, da priporočam. Mogoče za tiste, ki vas je strah skočiti iz aviona, je to absolutno najboljši približek letenju. No pa reč, če ni ful enih aktivnosti v okrožju Ljubljane za doživeti. Ful. Sva jih kar nekaj doživela zdaj, v zadnjih dneh. Ostale pa naslednjič.